lepo temo zdaj v postu, v kateri smo lahko razmišljali o veselju. Kaj vse je lahko postalo veselje? Resnica je lahko postala veselje. Služenje, ko vidim, kako lahko nekaj dobrega naredim za drugega. V končni fazi zelo veliko stvari lahko postane veselje. Ne vem, hujšanje, ko vidim, da je dobro res zdravo prehrano, pa začeti športom ukvarjati. In zdaj smo tukaj na pragu velikega tedna, ko je pred nami trpljenje, ki ga ima Jezus. In tema trpljenja je veselje. No, klej pa se meni ustavi. Če pa kaj ni veselje, pa trpljenje ni veselje. Kako bi lahko veselje bilo to, da gledam ljubljeno osebo, ki zraven mene umira, pa ne moram nič narediti, da bi pomagal? Kako lahko je veselje to, da ne vidim smisla v svojem življenju, pa da mi, ne vem, umre žena, ki jo potrebujem, ki pač ima otroke mej. In v končni fazi se Jezus jokal, ko mu je Lazar umrl, saj na križu se ni smejal, pa bil vesel. Kako pol trpljenje veselje? In kaj pa sploh lahko rečemo o trpljenju, če to ni eno veselje? Mislim, da takrat, ko imamo to srečo, da smo ob nekom, ki zares trpi, lahko rečemo nič. Smo preprosto tihi. Marija je bila tiha. Marija pod križem ni Jezusa tolažila, pa rekla, Jezus, saj bo vse v redu, saj Bog ni toliko daleč, kar misliš, da je. Ampak je bila tiha. In kaj je delala? Preprosto je trpela z Jezusom, kakor je lahko. In zakaj tišina? Zato, ker krščanski odgovor na trpljenje ni to, da ne bomo več trpeli. Čeprav ni Božja volja, da trpimo, čeprav teroristični napadi niso po Božji volji in vojne in smrt v končni fazi. Ampak Bog kljub temu vse to dopušča. In zakaj? Ne vemo čisto res. Ampak kar mene prepriča, je ta Jezus, je ta Bog, ki ni vstal na nebu, je ta Bog, ki je šel na zemljo in nas tolažil kle na zemlji. Ta Bog, ki ni sedel v kavču in nas tolažil s tem, kaj bi on vse preskrbljen, ampak ki nas je tolažil na križevem potu, pa rekel, da ne jokajo za njim, ampak za sabo. Ta Bog, ki je na križu Mariji dal Janeza. Ta Bog, ki je na križu molil za tiste, ki so ga križali. In to je zame najboljši odgovor na trpljenje. Bog, ki nam govori, da nismo sami, Bog, ki je pred nami prehodil to pot, in Bog, ki je tretji dan vstal in pokazal, da trpljenje nima zadnje besede.